Pomlad v Istri. O moja Istra, ni te več spoznati. V zelen si plašč se žitin travo dela, v cvetovih češenj jablan zadehtela, za cvetom sad obetaš nam bogati. Vinograd z griča spušča se v ravnino in očarljivo brezke vmes zardeva. Pod oljkami nekje dekle prepeva, galeb tam kroži nad morja gladino. Istran sem, vem, zato pomladjo v cvetu žehtela vsa omotična mož v suši. Ječala v burji zemlja mojih dedov, a vedi, da nihče in nič na svetu zvestobe mi do tebe več ne zruši, ne mraz, ne ogenj, ne pohleb sosedov. V prvi vrsti mislim, torej, da ta ljubezen izhaja in mora izhajati, zato ker sem jaz torej, tudi Šavrin in sin Šavrinke. Torej, če bi smel torej, iti nekoliko nazaj, v otroški dobi nekako, jaz sem bil zelo navdušen za petje. Moja sestra, ki zdaj biva v Trstu, je imela perfekten posluh. In smo zmeraj peli in smo torej prepevali torej te slovenske pesmi, ki smo jih pač znali takrat. In potem morda tudi iz tega se mi je, počasi sem spoznal, da bi lahko tudi jaz kaj podobnega sestavil. In torej potem, ko sem jaz odšel iz Kubeda, z 11 letom sem odšel. Ko sem imel 13 let, sem že spisal prvo pesem, v kateri nekako po tisti takratni modi nekako žalujem nad tem, da sem zapustil domačo vas, da sem pri tujih ljudeh in da bi se rad vrnil in podobno. Torej to, da človek, torej, ki bere to mojo zbirko, da ne bi mogel ostati neprizadet, torej bi skoraj jaz ne mogel verovati, ker torej nekateri so vzeli, ko je šla ta zbirka, so jo tako nekako ocenjevali kot eno negodno in nepotrebno stvar. Nekateri, celo moji sobratje, ne od tukaj sicer, ampak iz Slovenije, so mi, skoraj bi rekel, ogorčeno so zavrnili, češ mi take robe ne rabimo, ne potrebujemo. Zato torej, ko bi rekel, sem prijetno iznenaden, torej, če slišim, da res torej, da nekoga to prizadene. Seveda, razumljivo je, da prizadene posebno nas, ki smo iz teh krajev in ki se lahko istovetimo s temi ljudmi in poznamo njihovo včerajšnje življenje in današnje in nadaljne perspektive. Pač to me je zmeraj nekako osebno prizadelo, da ta Istra tužna, ne vem kdo me da ali je Pregel, kateri torej je prvi imenoval takole. Skupaj s to tužno Istro nekako je ne samo, če bi bilo samo sočustvovanje z njo, bi bilo nekaj lepega, bi bilo nekaj sprejemljivega. Ampak skupaj to s tem nazivom tužna je zmeraj nekako se je torej, priključil še nekako en občutek kot enega prezira. In zato sem jaz odklanjal in odklanjam torej to označbo Istre. Mislim, da pravilno opisuje Istro tudi moja prva pesem v zbirki Šavrinske pesmi, Uvodne tercine. Spomin moj bridek in sladak obenem potaplja se v Oljanu otroška leta, ko smo v kamnitem svetu nezelenem otroci, revne žene in dekleta na rodnih tleh otepali plodove brinovih vej v podstavljena rešeta. V dlaneh, v obrazu videl sem sledove krvi, ki v drobnih kapljah nerazlita obličila nam rdeče cvetove. Pod tem odšel se Istra kamenita, pozabil sem na brinove bodice, spoznal sem pa nasilstva prej zakrita, posmeh, porogo, lažni plašč krivice, ki z njim te tuja zloba je odela. In ne več dlan, ne več kot včasih lice, od teh bodic je duša krvavela. In od te skrite žgoče bolečine, iz dna srca mi pesem je privrela. Zdaj spet sem tu o Istra, iz bližine motrim lahko šavrinsko morje sinje, ki čudeše lepote in miline. A rajši hodim v kras otepat brinje,
da u tkem cvetove u plašč tvoj sramoteni, preden mi grob upokoji stopinje. Torej, pesniška zbirka, edina moja pesniška zbirka, je zbirka pesmi, ki sem jih napisal v različnih dobah mojega življenja. Najprej torej so nekako mladostne pesmi, potem poznejše pesmi. Tako da jaz sem imel vtis, da sem se skoraj nekako, da sem izpovedal to, torej kar sem mislil povedati in da morda bom, ampak še naprej kaj pisal, ampak da mora to še bolj torej dozoreti v meni. Če bi zbral recimo vse tisto, kar sem do zdaj o Istri napisal, bi morda bila cela knjiga. Pisal sem v družinski pratiki, pisal sem v glasniku duhovniškega društva in še kje drugje. In če bi vse to zbral, mislim, da bi bilo kar dovolj gradiva. In to bi bila torej knjiga o Istri. Še na poseben način, torej mi je pri srcu, da bi opisal tako zvane istrske čedermace. Začel sem to delo, opisal sem svojega domačega kubijskega župnika, pokojnega Ivana Brzavščeka, Goričana. Potem torej sem nadaljeval se z Jožetom Kocjanom iz Predloke, mislim še koga drugega, tako da bi dokazal, da kakor je France Beuk torej opisal slovensko Beničijo v svojem čedermacu, tako da bi jaz opisal Istro v njenih čedermacih. Danes Istra ima drugačen obraz. Sem prepričan, da danes, po tolikih letih slovenske šole, po 8 letkah in še bolj torej po mestih, na višjih šolah, imajo tudi Istrani že toliko v oblasti svoj jezik, da bi lahko torej izrazili svoje istrsko bistvo, bodisi v vezani ali nevezani besedi, bodisi v glasbi, bodisi v likovni umetnosti. Torej to, da sem se želel vrniti torej v Istro, torej to ima zame nekako dvojen pomen, ali pa ne samo dvojen, celo večstranski pomen. Torej v prvi vrsti sem jaz ostal v Istri brez svojega kotička. Mi smo 2-krat zgubili svoj lastni dom. Ne po naši krivdi. Skoraj celo življenje sem jaz živel pod tem vtisom, da nimam svojega doma, da sem pač Istran, sem Kubejčan, da nimam pa, kam bi v Kubedu glavo postavil. Mandljev cvet. Obraz pozimski kaže ves naš svet. Lepo je, že je smolnato nabreklo, sokov se vanj pomladnih je nateklo, odprl pa se šele je mandljev cvet. Pogled svoj vanj upiram razigran, ker vem, da kodar me popelje cesta, ta moja trpka Istra kot nevesta odeta v sabo v cvetni pajčolan. O mandljev cvet, prinašaš nam pomlad, k cvetenju vabiš breskve, češnje v bregu, kako boš lepa Istra v cvetnem snegu, Istran, zapoj si pesem novih nad.